Sem rekel, dobro, če bi si ga pa zares umislil, kakšnega bi pa zbral. Dobro jutro iz Savinjske. V tem trenutku mislim, da je na -5 stopinj, zato imam gor tudi najdebelejšo bundo na celem svetu. Je pa res, da se barvno ujema z avtomobilom, o katerem bom govoril danes. To je pa točen tale. A veš, kaj avto je to? Ford Focus ST. Ampak mogoče ne takšen ST, na katerega si ti najprej pomislil, zato ker ST-ja sta dva, ne? Imaš bencinskega s tistim 2,3-litrskim motorjem, ki poganja lahko tudi Mustanga, pa konec koncev Focusa RS prejšnje generacije, ali imaš pa tega. Ker veš, tale Ford Focus ST je pa, čeprav v bistvu ne zgleda, ne glede na to, z katerega kota ga pogledaš, a je to spredi ali pa zadaj, se ne vidi na prvi uč, da je dizel. Zgleda hudo dobro. Pa pojmo najprej čez vse tiste detajle, ki tega ST-ja pravzaprav naredijo, da je to, kar je. ST. Ja, za začetek je tak, rdeč, pa zelo športen že na prvi pogled. Mislim, pogled ta agresiven gobec. No, pa imamo pa tukaj še en razmeroma velik spoiler, pa eno ST značko, drugo ST značko, pa en set zelo hudobnih felten, pa rdeče čeljusti, pa tale hudoben ST satovje, pa en oranž športen podvozje, napis Ford Performance, dva dosti huda športna sedeža, ki zelo lepo objameta, mislim, tele opore so močne. Pa ročen menjalnik s kratkimi hodi, pa ne samo vozen program Sport, ampak tudi tistega, ki mu je ime Racetrack. Evo mene v head-upu. A ja, pa tega sploh poudaril nisem, ne? Ni navaden hot hatch, ni kombi limuzina, ampak je karavan. No, zdaj se dajmo pa malo umiriti. Za začetek, če bi jaz kupoval ST-ja, moram priznati, da bi verjetno najprej razmislil o benzinskem motorju. 280 konjev se kar dobro sliši. Jaz sem tisto avto že peljal in sem bil zelo navdušen. Ampak realnost pa je, da zna biti tisto avto, kakorkoli obrneš, malo enostranski. Če imaš pa ti dizla, ki zna biti tudi varčen, pa imaš ti še večji prtljažnik, ja, pismo, pa to lažje še kje drugje skozi spravaš. Hashtag žena. In pa, ki bi mi življenjska realnost pripalila en oranž šamar, ja, pismo dvakrat ni za reči, da ne bi začel gledati v to smer. No in potem, ko sem šel s tem miselnim eksperimentom še en korak naprej, pa sem rekel, dobro, če bi si ga pa zares umislil, kakšnega bi pa zbral, na koncu sem prišel do tega, da bi verjetno zbral točen takšnega. Čeprav moram priznati, da ta poskus Forda, da ti v kabino pripelje malo bolj športen zvok, po eni strani je fin, zato ker je zvok kar oranž, po drugi strani se pa vsem sliši malo umetno. No, ampak če dam to na stran, bi se po mojem na koncu dejansko odločil za rdečega karavana z ročnim menjalnikom. Ker tale paket za mojim hrbtom je celostno gledano, ja, vozniško je res odličen, to je pomemben. Jaz se spomnim že, ko sem testiral prvega Focusa, te trenutne generacije, pa sem rekel, pismo avto se odlično peljo, ST-line je bil, ampak se vidi, da so malo prešparali še za ST-ja in to se pri tem avtomobilu pozna. Krmiljenje je odlično, pravzaprav vse tiste pohvale, ki sem jih dal na račun Focusa ST že na prvi vožnji, tudi takrat, ko sem bil v Nemčiji, pa sem pol vozil tudi Forda GT, se spomniš? Že takrat sem rekel, da se ta avto pelje res dobro in enako velja za karavana. Ob tem je treba poudariti, to predvidevam, govorim malo na pamet, ampak ponovadi je tako, da so Fordovi inženirji odgovorni za podvozje malo prilagodili vzmetenje, predvsem na zadnji primi, ravno zaradi tega, ker mora zadek prenesti malo večje obremenitve, ker gre za karavana, valjda. Pa še nekaj res, ne bom zgubljal besed na temo, kaj ta avto vse ponudi v okviru varnostnih elementov in tako naprej, zato ker sem o tem že večkrat govoril. Prosim lepo, če te to zanima ali pa če te zanima običajen karavanski Focus ST-line oprema, pa id pogledati točno tale vlog. Upam, da sem ga zdaj sem le dal, da je tukaj ena številka zraven mojega prsta, če ne zgleda tole vse skupaj ful smešno. Pa dobro, če že govorimo o dizlu, ne, 2-litrska mašina, 190 konjev, 400 Nm navora, motor je zelo živahen, pogonski sklop se super ujame z ročnim menjalnikom. Mislim, poslušaj, do 100 ima 7,6 sekunde, to ni toliko malo. Končna hitrost mislim, da je okrog 220, ali pa točno 220, če se ne motim. A ja, pa poraba vas verjetno zanima. V povprečju me 6,3 pa 6,6, brez heca. A ja, pa da ne pozabim na ceno. To se pravi, če si ti umisliš ST, dizla, karavana z ročnim menjalnikom, potem se vse skupaj začne pri 35 jurih, če jaz prav razumem Ford na to, da še kar nekaj popusta na 2,700 jurja, ker pomeni, da je ta avto lahko tvoj za dobrih 32 jurjev. A je to dobra cena ali ne, se mora vsak sam odločiti, ampak generalno gledano, glede na to, koliko avtomobila dobiš tudi v uporabnem smislu, ne, pa tudi v tehnološko naprednem, ker ne pozab, Focus je precej brihten,
prtljažnik je uporaben, lepo dostopen, kabina je dobro narejena, sedeži so odlični, avto se vrhunsko pele. Mislim, glede na vse to, pa glede na dejstvo, da je tudi kar šparovc, če se ti za to odločiš, ja, pol je to, se mi zdi, da tako sprejemljiv deal. In če bi moral zaključiti z eno mislijo, pa zdaj razmišljam o tem, kaj je tista lastnost od avta, ki mi je najbolj ustrezala ali pa ki bi jo najbolj pohvalil, sem pa začel celostno gledati. Ok, uporabnost je super, nič ne rečem. Kabina je luštna, sedeži so fajn, motor je odličen, tudi v povezavi z ročnim menjalnikom. Mal ponuca, ampak vozna dinamika je še vedno tista, ki pri meni v tem primeru izstopa. Saj sem večkrat že poudaril, kakšni mojstri so Fordovi inženirji iz oddelka Performance, ki pride do tega, da naštimajo avto, da ga naštimajo za športne voznike. In všeč mi je to, da se tudi karavanski dizel ST ne pele niti pikico slabš od bencinskega hot hatcha. No to se mi zdi kar pomembno, ker na vse zadnje, kdor bo kupil tak avto, bo od avta tudi nekaj pričakoval. Verjetno bo šlo za malo bolj izkušenega voznika in to pomeni, da je tudi malo bolj zahteven. Pretežno sem tudi jaz takšen voznik, čeprav se večino časa vozim umirjeno. Tako da generalno gledano, odličen avto, ki se pele. Mimogrede, čist z praktičnega vidika, kjer so bile še stvari, ki so mi pri tem avtomobilu všeč. Kva piskaš, če je vse v redu? Ja, tankat moram. Všeč mi je recimo, da ponuja na volanu bližnjico do programa Sport. Čakaj, ti bom pokazal. Poglej, takole izgleda desna volanska prečka. Tukaj imaš stikalo Mode, kjer lahko zbiraš vozne programe. Vidiš, imaš Slippery, Normal, Sport pa Racetrack. Ta program Racetrack, avto postane še trši, ne pozabi, podvozje je prilagodljivo. Fajn je to, da se prilagajajo vsi 4 blažilniki posebej. Pa še nekaj je res, treba imeti v mislih to, da takrat stabilnostna elektronka malo popusti svoje uzde, kar pomeni, da ti da malo večjega lufta za eksperimentirati, lahko malo lažje zrit, ko pometaš, pa zelo zabaven je takrat, no. Je pa res, da to kljub temu, da ta varnostna mreža še vedno ostaja, ne priporočam voznikom, ki niso izkušeni, zato ker, če nisi izkušen, pa če ne veš, kaj pričakovati, potem ob prvem zdrsu lahko že narediš paniko za brez veze. Je pa tako, da kad ta avto zdrsne, je te zdrse zelo lahko nadzorovati, če veš, kaj pričakovati. Tudi to je ena taka zelo dobra lastnost dobro nastavljenega podvozja. Da tudi, če prideš na drugo stran meje, se da stvari zelo hitro porihtati pa popraviti nazaj. Ker jaz vedno tako pravim, vsak avto lahko razburaš, ampak tisti najboljši športni avtomobili jih lahko zelo hitro spraviš tudi nazaj. A veš, kaj hočem reči? Zelo hitro se umirijo in nadaljujejo s tem, kar ti pač želiš, da počnejo. To je ena taka dobra lastnost športnih avtomobilov. Ok, dajmo preveč resni, pa tudi mislim, da sem že dosti povedal za danes. A drži? Ford, da boste tudi kakšnega bencinskega pripravili. Predvsem pa vsi me sprašujejo, a pride tudi to nov RS? A vemo že kakšen bo, kaj bo ponudil? Jaz nič ne vem. Me pa zelo zanima. In to je to za danes. Ajde.